Pozdravljeni v avtomobilnosti. Leta 2016, torej pred desetletjem, so bili električni avtomobili pri nas še prava eksotika. Takrat so jih vozili tisti, kot jim radi rečemo, elektroverniki. Danes pa je električni avto lahko za marsikoga že najbolj smiselna izbira. In leta 2016 tudi takšnih pametnih telefonov še nismo imeli čisto vsi. Danes pa imamo toliko raznih aplikacij in obvestil, da bi včasih najraje ta telefon kar nekam zalučali in se vrnili na tiste stare dobre mobi cegle. In leta 2016 smo še vsi hoteli biti lastniki avtomobila. Danes pa nekatere avtomobilske znamke že beležijo, da že zelo dobra polovica kupcev kupi avto z modernejšimi finančnimi storitvami. In tega leta 2016 smo Slovenci trdili, da je deljena uporaba avtomobilu primerna samo za večmilijonska velemesta. No, danes, ko praznuje 10. rojstni dan, pa je originalno ljubljanski carsharing že tako razširjen, da je medtem že razširil svojo dejavnost tudi v sosednja mesta, celo v sosednje države. Osrednja tema današnje avtomobilnosti je torej praznovanje prve desetletke carsharinga v Ljubljani. Seveda nas še bolj zanima prihodnost tega posla v Sloveniji, ampak o tem bomo govorili v nadaljevanju oddaje. Najprej pa upihnimo svečko in poglejmo spominski album. Vročega junija 2016, takrat se spomnim uradne premiere v Ljubljani, podobno je bilo vroče kot danes. Jaz se spomnim, da sem takrat si naložil aplikacijo in smo takrat iz Ferbca potem testirali, kako deluje in testirali električne avtomobile. Tudi za nas je bilo takrat kar precej vroče, glede na to, da smo štartali za storitvijo, ki jo noben še ni poznal v Sloveniji. Prvi izziv so bile električna vozila, večina uporabnika ni imela stika, niso niti poznali, na kakšen način se uporabljajo. Leta 2016 smo štartali, mislim, da s 33 vozili in pa 12 lokacijami. 3 modele vozil smo imeli, to so bili takrat še v bistvu pionirski avtomobili z majhnimi dometi pa majhnimi baterijami. Takrat smo imeli, se pravi, tisti stari Smart pa... Tako, mislim, da je bil BMW i3 in pa Zoe tudi ta najmanjša baterija. To je bilo, dosegi so bili takrat verjetno tam 150 km. Maksimalno, tam okoli 100 km. Predvsem so bili tudi precej počasno polnjenje. Drugi izziv so bile pa jasno aplikacija na pametnih telefonih, zato ne rabiš fizično ključa. Tako da v bistvu tudi sistemi, ki smo jih ogrevali noter, nismo vedeli, kako bojo se odzivali, a bojo delali, ne bojo delali, ampak se je pač vse izkazalo, da je potem zadeva deluje. Danes smo že v bistvu blizu 600 vozil, nekaj manj kot 200 lokacij in tudi po številu uporabnikov precej več, kot je bilo takrat. Ker nekaj carsharingov je takrat že propadlo, tudi takšnih, ki smo jih imeli takrat za velike. Tako, mislim, da kar skoraj bi rekel, upam si reči, trditi, da je večina sharinga propadlo. Mi smo to storitev peljali od spodaj gor, se pravi, smo štartali z manjšo število vozil uporabnikov in smo to gradili skozi leta. Pričem vsi ostali so štartali na način, da so dali veliko maso avtov na trg in so čakali, kaj se bo zgodilo. Tudi težko reči, da je ta model, ki deluje v Ljubljani, da je lahko isti za Zagreb, glede na to, da je tudi geografsko gledano so mesta drugačna med sabo in v bistvu na osnovi analize lahko ti potem prilagodiš od tipa vozil, polnilnic in podobnega, da je zadeva potem smiselna. Torej, vaša ključna prednost je bila takrat to, da ste lokalci, da ste bili na domačem terenu. Definitivno. Leta 2016 se je dalo družinski avto čisto enostavno kupiti za okoli 20 000 evrov. Danes pa moramo za primerljiv avto odšteti kakšnih 10 000 evrov več. In ko preračunamo vse stroške, pridemo kar do, recimo, stroška 700 evrov na mesec, takole čez palec. No, medtem pa se naše plače, kot veste, niso sorazmerno povečale. In tako smo danes Slovenci dobesedno primorani razmišljati o finančnih alternativah. Recimo o nakupu avtomobila na leasing z žargonsko tako imenovanim balonom, kjer si znesek mesečnega obroka zmanjšamo tako, da velik del tega skupnega stroška nakupa avtomobila pustimo za konec dogovorjene uporabe in takrat avto praviloma prodamo nazaj prodajalcu.
In danes smo postali tudi bolj dovzetni za uporabo javnega prevoza, za katerega ugotavljamo, da sploh ni tako zelo katastrofalen. Marsikatera družina pa je po finančnem premisleku ugotovila, da se splača imeti le en lastniški avto zaradi družinske fleksibilnosti, izletov, tovorjenja in drugih potreb. No, drugi lastniški avto pa prodati in namesto njega recimo koristiti Avant2Go. Kje je tista meja, da se car sharing bolj izplača kot lastniški avto? Jaz mislim, da ta meja je tam približno na 15.000 km letno. Se pravi, kar je pod? Kar je pod, je bistveno ceneje, če se uporablja souporabo. Ne. Je pa zelo različno, težko je to kar posplošiti, ne, ker je zelo pomembno, na kakšen način se ti avti uporabljajo. Ne. Zdaj, nekdo rabi ta avto za vikend in je mogoče športno veliko udejstvuje, ne, in se vozi dolge relacije. Ne. V takih primerih potem mora imeti tudi primeren avto, zaradi dometa govorim. Ne. Kje pa je ta meja pri financah? Prvo se moramo vprašati, koliko dejansko lastniški avto danes stane. Ne. Za 400 € na mesec se moraš tudi zelo veliko voziti za Avant2Go, da prideš do tega zneska. Govorimo zdaj tudi 1500 km, ne, glede na to, da v Avant2Go nismo omejeni na kilometre, ne, je v osnovi stvar, kje boš polno in podobno. Ne, glede na to, da zagotavljamo tudi našim uporabnikom, da lahko vozilo dopolne tudi na naših polnilnicah brezplačno znotraj najema. Ne. Če se malo preračunaš, se dam precej prehraniti na ta račun. Kdo je tipičen uporabnik Avant2Go, komu se pravzaprav to izplača in komu se mogoče ne? Predvsem tisti, ki ne uporabljajo avto vsak dan. Avti so parkirani 23 ur na dan v povprečju. Če bi preračunal strošek uporabe tega avta, bi ugotovil, da je jasno precenjen. Ne. In na osnovi tega je ogromno ljudi že zdaj prodali drugi ali tretji avto v družini. Ne. Tisti, ki so imeli možnost dostopa do car sharing lokacije. Ne. Zdaj sicer s temi lokacijami, zdaj, ki jih imamo danes v Ljubljani, ne, je to še toliko lažje, ker je teh lokacij bistveno več, kot jih je bilo leta 2006. Imamo že uporabnike, ki so prodali tudi prvi avto, ne, ker imamo vozila tudi z večjimi dometi v voznem parku, ne, in pokrivajo vse potrebe, ki jih rabijo. Ne. Poleg fizičnih oseb, ne, so to tukaj tudi podjetja, ki imajo zelo slabo izkoriščene vozne parke. Danes to storitev uporablja že preko 600 podjetij. Govorimo v Sloveniji. V Sloveniji govorimo seveda, ne. Službena vozila se v večji meri popoldne pa recimo čez vikende ne uporabljajo, stojijo. Ne. Pa tudi čez teden, glede na naše podatke, ki jih dobimo od partnerjev, smo ugotovili enostavno, da so ti avti bolj slabo izkoriščeni. Ne. Pa da bomo razumeli, o kakšni alternativi sploh govorimo, kako souporaba dejansko deluje. Eden izmed temeljev infrastrukture je mobilna aplikacija. Jo odpremo, tukaj notri izberemo lokacijo, kjer se nahajamo, potem izberemo želen avto, ga rezerviramo, začnemo najem in na koncu s preprostim potegom tukaj na zaslonu avto tudi odklenemo. A imate vi tudi kakšne starejše uporabnike s temi aplikacijami, a je to za njih težava? Med našimi uporabniki imamo vse starosti, tudi preko 90 let. Res. 2 do 3 vožnje in je pol že vse skoraj da ne samoumevno. No. Kakšne spremembe opažate zdaj v teh 10 letih? A smo zdaj postali bolj domači z električnimi avtomobili? Ja, definitivno. Je pa res, da je bila kar dolga pot, no, da smo prišli do tega. Izvedeli smo preko 700 izobraževanj, poraba polnilnice, delovanje polnilnic, da definitivno ni noben problem, kar se je največkrat pojavilo vprašanje, kaj če dežuje, pa se avto polni, a me lahko strese? Ne, tako da ja, taka vprašanja, začetniška vprašanja. Se pravi, takih vprašanj ni več? Takih vprašanj ni več. A se je kdaj zgodilo, da je pa komu zmanjkalo baterije, da je ostal nekje na cesti? Definitivno se je, žal pride tudi do tega, pri taki floti in pri takem številu uporabnikov, ki jih imamo registriranih. Tukaj žal, ko pridete do nule, je to. Je nula, vse ostavite. Ja. Edina rešitev, ki je potem žal avtovleka. Enkrat je gospa klicala in rekla, da se iskreno opravičuje, ampak da ne more zaključiti avta, ker se je mudil porodnišnico roditi. Tako da, ja, tudi do tega. Pa definitivno smo bili del že kakšne poroke ali 2, ni namenjeno samo in izključno za kratke premike od točke od A do B, ampak je lahko tudi daljši najem, seveda, ali je to traja 5 minut, lahko pa traja tudi do maksimalno 72 ur.
Kaj pa več od 72 ur? Več od 72 ur je pa tako, da je to vse možno narediti s predhodnim dogovorom. Ne kompliciramo, želimo ljudem iti čim bolj na roko, da jih naredimo čim bolj mobilne. Mislim, da je bila ta vožnja za marsikoga ponavljanje že znanega. In s tem marsikoga predvsem mislim na 70 000 slovenskih uporabnikov, ki so skupaj s temi avtomobili prevozili že 42,8 milijona kilometrov. In lahko si obetamo, da se bo števec do 50 milijonov zavrtel že pred koncem letošnjega leta. Jaz si recimo želim iti nekam z brniškega letališča za en teden in torej kakšna je cenovna razlika med tem, da uporabim carsharing ali pa če tukaj pustim svoj avto. Povratna vožnja Ljubljana-Brnik, Brnik-Ljubljana je od 35 do 50 evrov, čisto odvisno od izbranega modela vozila oziroma kateri je na voljo takrat na lokaciji. Je pa to približno 50% ceneje, kot da bi šli z lastnim vozilom in tukaj poravnali strošek parkirnine. Ampak a je brniško letališče zdaj edino v ponudbi? Ne, imamo še eno povezavo z letališčem preko meje v Zagrebu, tudi tja lahko potujete v obe smeri, se pravi iz Slovenije na letališče in iz letališča na katerokoli Avantogo lokacijo v Sloveniji. Kaj pa če bi recimo nek uporabnik želel avto imeti za več dni, recimo, ali pa mogoče za en mesec, 2 meseca? Za en mesec je že v bistvu preidemo v bolj dolgoročni najem, kar sedaj ponujamo tudi preko Avantogo aplikacije, se pravi preko storitve GoRent. Aha, se pravi, jaz lahko tudi avto, klasičen rentakar najamem zdaj preko aplikacije? Seveda. Odprete Avantogo aplikacijo, no, znotraj aplikacije imate obe storitvi, GoShare in GoRent. GoRent je tista, je seveda tudi namenjena za dnevne najeme, ampak je tista, ki lahko vozilo najamete tudi do 90 dni. Se pravi, Avantogo ni samo carsharing, ampak postaja pravzaprav nek širši ekosistem mobilnosti. Tako. Pa še en razmislek moramo dodati. Pravzaprav je storitev carsharinga avto na zahtevo. Torej lahko enkrat vzamemo Renaultovo petko, drugič Fiat Pando, tretjič kakšnega Peugeota ali pa takšno atraktivno Cupro Borna. Ko pa moramo nekaj velikega nekam pripeljati, pa si lahko recimo izposodimo kombi. A je to priljubljena opcija? Se tega uporabniki poslužujejo, da najemajo? Definitivno. Dostavniki so konstantno v uporabi, se zgodi velikokrat, da ga uporabniki iščejo, želijo, ampak ga ne najdejo. Ne dobijo, zato ker so že v najemu. Zato tudi seveda poslušamo in probamo uslišati želje naših uporabnikov. Zato konstantno dodajamo nova vozila. V zadnjih 3 tednih smo dodali 8 novih kombijev. Vi konstantno ta vozni park posodabljate z aktualnimi modeli? Posodabljamo, povečujemo, se pravi, strmimo k temu, da so vedno nova oziroma relativno nova vozila na voljo uporabnikom. Seveda tudi zaradi tega, ker novejša vozila so tudi bolj varna, imajo vedno več asistenčnih pripomočkov. A imate kakšne uporabnike, ki pa recimo se včlanijo z namenom, da oni testirajo avtomobile? Imamo, ene par jih je bilo v preteklosti, so se včlanili zgolj in izključno zaradi testa vozila, ampak moram reči, da mislim, da ne celo vsi so potem opustili idejo o nakupu tega drugega vozila in so kot za drugo vozilo začeli uporabljati carsharing. Ampak rekel sem, da ne bomo ostali samo v sedanjosti in v pretekli desetletki. Namreč svet, Evropa in Ljubljana dobivajo nekoliko drugačno podobo, tudi zaradi drugačnih avtomobilov. Celo takšnih, za vožnjo katerih ne potrebujemo niti izpita B kategorije. Ampak nismo še povsem tam. Kako daleč pa smo? O tem bomo spregovorili s človekom, ki je zelo zaslužen, da je Ljubljana danes tako zelo belo-modra. Pogovorimo se z Matejem Čerom. Oče slovenskega carsharinga, kako rečemo. Ta posel s carsharingom na splošno v Evropi je bil kar tako gor, velike besede so bile, pa je šlo pa vse posod malce dol. Mi smo definitivno, s tem, ko smo zaznali to priložnost, da se da vozila povezati z
neposredno z aplikacijo oziroma posredno z aplikacijo in uporabnikom poenostaviti mobilnost samo takrat, ko jo rabijo. Smo začeli poglobljeno raziskovati, testirati, razvijati platformo. Seveda smo spremljali, kaj se dogaja v svetu, tudi konkurenco, ampak nekako smo izhajali iz tega, kaj v tem okolju, ker to delamo. Štartali smo seveda v Ljubljani pred 10 leti. Kaj je tisto, kaj bo uporabnika prepričal, da bo s tem lahko naredil korak više, da bo pocenil svoj prevoz, da bo poenostavil svojo mobilnost in pa hkrati seveda, da mi od zadaj predstavimo še ta del, da bo ta mobilnost veliko bolj čista pa prijazna okolju. Torej, treba to ekipo logistično, ki za to skrbi, optimizirati, usmerjati na prava mesta. Če jih imaš preveč, se stroški pojejo, ker enostavno ne more sistem funkcionirati. In potem še seveda podpora, ki pa je med uporabniki in to logistiko, ki zaznava kakšne probleme. Mi nikoli ne vemo, ali bo zjutraj ob 3 karambol, ali bo popoldan ob 12 4 gumi defekti, ali bo nekomu ne bo delala aplikacija. To je en zelo, zelo kompleksen ekosistem, ki lahko na nešteto mestih gre kaj narobe in to mora 24/7 delovati. To, da 10 let uporabniki, veliki je tak, ki so že 10 let z nami, se lahko na to zanesejo, ne da bi imeli svoje vozilo, je seveda zahtevalo ogromno enega vlaganja pozornosti, nadgrajevanja, učenja. In tukaj je veliko ponudnikov na globalnem trgu, ki so tega lotevali in, kot ste prej omenili, padli vsak na nekem svojem področju. Prvi izmed največjih je bil francoski Autolib, je padel na tem, ker so bili avti umazani, ker so bili razbiti, ker je bilo premalo pozornosti, pa so milijardo vložili v to. V primeru sharinga imaš ti interakcijo z vozilom ali pa z mobilnostjo preko pametne naprave in dejansko v primeru Ljubljani je to ključ do 500 avtov. In to je samo, kako se pravi, samo self-service, samo postrežno. Ja. Samo postrežno, 24 ur, 7 dni v tednu, ga rezerviraš, odklenaš, vzameš. To je prva razlika. Vse Rent-A-Car zdaj danes 2026 imamo tudi lahko že na ta način, ne? Tako, postopoma bo tudi Rent-A-Car, tudi mi smo že projekt zapeljali v tej smeri, ja? Ampak pred 10 leti pa še ne. In to je prvo. Potem drugo, namen souporabe je dejansko, da se aktivno, tudi znotraj dneva, uporabniki sodelujejo in si delijo sredstva. Se pravi, ne da moraš avto imeti cel dan. Avto imaš lahko par minut, lahko imaš... Ja, ne jem za uro, ne v bistvu. Lahko vzameš na eni točki, pa vrneš na drugi, na eni točki Ljubljane, pa čisto na drugi točki vrneš, ali pa na letališču vrneš, ali pa v Mariboru vrneš. Danes z pomočjo umetne inteligence te stvari postajajo zelo enostavne in je samo vprašanje časa, ko niti več ne boste rabili skozi aplikacijo vi gledati, kje je kolo, kje je avto, ampak boste vi izrazili potrebo. Zdaj bi pa rabil priti ali pa iti v nakupovalni center, pa imel bom eno veliko škatlo. Ali pa zdaj pa rabil obiskati kolega v Mariboru, pa moram pa biti že ob 7 tam pa tam. In bo vam tako, in bo iz nabora vseh oblik prevozov bo vam že aplikacija sama dala rešitev in... Sam to se sliši zelo lepo, jaz bi pa to že danes imel, ker se mi zdi, da je to že možno, pa tudi v bistvu... Kje so problemi? Je to problem v bistvu, da je stroškovno v bistvu težko? Jaz osebno ne verjamem, da je en ponudnik, da je smiselno, da on dela vse storitve. Kar pa verjamem, je pa to, da se ponudba združi in približa in poenostavi za uporabnika. Kot neka multimodalnost, neka aplikacija tako. Javni prevoz, sharing, to je konkurenca lastništva skupaj. In lastništvo pa vemo, da je v velikih primerih, ne govorim za določene, ki sedijo na dan 8 ur v avtu ali pa rabijo za posebne namene vozilo, ampak pa govorimo o tem, da je avto 23 ur parkiran. Tudi če si lahko to privoščimo, je nesmiselno imeti 3 ali pa 2 vozili doma. In s tem, ko se nepotrebno vozilo odstrani, potem začnemo uporabljati ostale oblike prevoza. Informiram, enkrat smo v sharingu, drugič v avtobusu, ali pa v eno smer gremo tako, drugo tako, kaj spijemo, ne vem, taksi. Takrat se začne pravim pomenu ta multimodalnost. Če pa to medregionalno, je pa tudi kombinacija. Če se nekdo sede v Mariboru v sharing avto ali pa na kolo, gre do železniške ali pa avtobusne, pride v Ljubljano, spet tukaj lahko vzame.
In če bi to bila ena karta skupna, ena aplikacija, kot ste prej povedali, to zelo poenostavi. Ne? Tem, ko tam, kjer pa avto stoji 23 ur na dan ali pa več, ali pa celo nekaj dni v tednu, takrat je pa že s stroškovnega vidika smiselno razmišljati, ali obstaja alternativa, ki mi nudi vsaj enako komoditeto. Primer statistično v svetu je 10 do 15 vozil lastniških zamenjanj vozil so uporabe. Ne? To pomeni, če v nekem parkirišču, pri nekem naselju, ki ima 300 parkirišč pa 500 stanovanj, če se tam postavi dodatnih 50 vozil v souporabo, namesto dodatnih 200 parkirišč je 150 manj, ne? Ali pa to nek 300-250 ostane za lastniški avto, 50 bo za souporabo, bo taka soseska verjetno lahko brez problema funkcionirala. Ne? In bo vsi prihranili in še ta problem se bo rešil. To ni nekaj kot trgovina, pa če imaš dober produkt, odpreš, pa že prvi dan dela. Se pravi, to je bila vizija, ki smo si postavili, je bila, da bomo minimalno 5 let rabili sploh, da bomo na dnevnem nivoju pokrivali stroške. Potem je še prišel COVID in tako naprej. Ne? Tako da lahko rečem, da je ta strast v vseh, oni, ki se ukvarjajo s financami, oni, ki se ukvarjajo z razvojem operative, z razvojem programske opreme, z ljudmi in tako naprej, cele ekipe bila ključna, da smo zdržali, še posebej teh zadnjih 5-6 let, ko je bilo vse možno narobe, ne? Na globalnem trgu, od inflacije, obrestnih mer, COVID-a, zaprtja, pa še ni konc. Je pa danes, hvala Bogu, je pa darilo, kot skoraj vsak dan kak uporabnik pokliče ali pa ga kje srečaš na cesti, ne? Pa ti da povratno informacijo, koliko je zadovoljen, koliko bolj svobodno živi.